Drage Domžalke in Domžalci, dober večer. Ponovno smo z vami v tedniku Domžalca, v katerem bomo skupaj pregledali aktualne novice, ki jih za vas pripravlja ekipa spletnega portala domžalec.si. Na našem portalu smo že poročali, da je v Moravčah v četrtek, 9. januarja, požar kljub hitri intervenciji gasilcev prostovoljnega gasilskega društva Moravče popolnoma uničil leseno skulpturo tako imenovanega slovenskega kipa svobode, ki je spominjal na ameriškega predsednika Trumpa. Požar je bil po vsej verjetnosti potaknjen, saj policisti, ki so že opravili pregled kraja požara, nadaljujejo zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Svojo žalost ob dogodku je izrazil župan občine Moravče dr. Milan Balažic, ki nam je v telefonskem pogovoru povedal, da je to vandalsko dejanje nad umetniško stvaritev. Kar se je zgodilo, je simptom vsega tega, kar je z našo družbo narobe, in sicer je med nami še vedno preveč razlik in prisotno še vedno preveč nestrpnosti. Po njegovih besedah je ta skulptura nosila sporočilo miru, kar je povedal tudi ob otvoritvi konec decembra lani. Res je, da je skulptura nosila podobnost z ameriškim predsednikom, vendar to ni pomenilo, da mora deliti za ali proti Trumpu. Vsaka družba temelji na toleranci in spoštovanju različnosti, še posebej do spoštovanja različnega umetniškega izražanja, je še povedal župan, ki nam je tudi zaupal, da bodo na tem mestu postavili novo kamnito skulpturo, ki bo simbolizirala strpnost. Pri spomeniku padlim borcem v Rudniku pri Radomljah je v soboto, 4. januarja, potekala tradicionalna spominska slovesnost v spomin na dogodke, ki so se v bližini odvijali 6. januarja 1945, ko je skoraj na pragu svobode zaradi izdaje izgubilo življenje več kot 30 partizanskih borcev. Slovesnosti v organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Domžale in Kamnik se je udeležilo veliko število obiskovalcev, ki so skupaj s praporščaki in številnimi gosti počastili spomin na narodno-osvobodilni boj ter se s tem spomnili napadle borce za svobodo, ki so se odločno uprli okupatorski vojski ter njihovim izdajalskim pomagačem. Letos so spominsko slovesnost pri spomeniku padlih v Rudniku pri Radomljah pripravili občina Kamnik, Združenje borcev za vrednote NOB občine Kamnik in krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Duplica. Spominske slovesnosti so se poleg podžupana občine Kamnik Aleksandra Uršiča udeležili tudi Franci Gerbec, slavnostni govornik, Dušan Božičnik, predsednik Združenja za vrednote NOB občine Kamnik, drugi pomembni gostje, praporščaki ter številni obiskovalci in svojci padlih. Delegaciji iz obeh občin sta k spomeniku padlim ob začetku spominske slovesnosti položili venca. Spominsko slovesnost je povezovala Dragica Požek, v kulturnem programu pa so sodelovali člani moškega pevskega zbora DKD Solidarnost iz Kamnika ter učenci osnovne šole Marije Vere iz Kamnika pod vodstvom Malenke Markus. Poseben značaj prireditvi so svojo prisotnostjo dodali pripadnika častne enote območnega združenja slovenskih častnikov Domžale ter številni praporščaki. Domžalskega ustvarjalca, slikarja in kiparja Jožeta Vajdo smo več desetletij spremljali predvsem na skupinskih razstavah po Sloveniji in v tujini. Po večletnem ustvarjalnem premoru se z razstavo vrača v domači kraj, kjer z retrospektivno predstavitvijo male plastike v patinirani žgani glini v spremljavi s slikanimi motivi iz narave, slikanih na platnih, razstavlja svoje umetnine. Obiskovalci Menačenkove domačije so lahko v četrtek, 9. januarja, na odprtju razstave, ki jo je postavil Roman Kos, občudovali umetnine slikarja in kiparja Jožeta Vajde, ki je za izbor razstave izbral odlične kipe in slike izmed številnih del, ki so ostala doma. V kulturnem programu sta nastopila vnukinja umetnika Vajde, Lorina Marold Vajda, ki je igrala violino, in Luka Papež, ki je igral na čelo. S kiparstvom je Jože Vajda povezan že iz otroških dni in na odprtju je povedal, da je vedno, kadar je našel kak zanimiv kos lesa, kamna ali gline, le tega začel oblikovati tako, da je nastala figura človeka ali živali. Če so pri likovnem pouku v šoli delali kaj iz gline, je bila to zanj prava poslastica.
Učitelju Jožetu Kambiču so bili njegovi izdelki tako všeč, da jih je uvrstil na razstavo ob zaključku šolskega leta. Vmes je zaradi študija svojo strast do kiparstva zaradi pomanjkanja časa za nekaj let odložil. Jože Vajda je po načinu ustvarjanja izrazit realist, ki mu je primarno ljubo tridimenzionalno oblikovanje v glini, kiparstvo. Našel se je v mali plastiki, ki jo oživlja s posebnim občutkom za gibanje. Serija upodobljenih živali je tista, ki nakazuje figuralno živost in naravno verodostojnost. Avtorjev poseben simbolični poklon slovenski podobi dela in ljudskega življenja pa predstavljajo figure človeka v sejalcu, žanjici in pletici slamnatih kit. Razstava bo na ogled do 28. januarja 2019. V mrzlem, a jasnem in lepem sobotnem dopoldnevu 11. januarja se je na svetega Primoža nad Kamnikom podala, kot že ničkolikokrat prej, velika skupina pohodnikov, ki hodijo go, kot rečejo pohodnikom, ki pridno obiskujejo ter si beležijo pohode na priljubljeno pohodniško točko. Ne dež, mraz, megla, vročina niso ovira, da se ne bi podali gor. Nekateri tečejo, drugi hodijo hitro, tretji se vzamejo čas in pogledujejo po okolici. Skratka, vsak po svoje gre na priljubljen vrh, ki se imenuje Sveti Primož. Velika večina pohodnikov, ki se je na Svetega Primoža podala na tokratno sobotno dopoldne, je ostala na podelitvi pokalov, medalj in praktičnih nagrad, ki jih vsako leto na začetku januarja podelijo najbolj pogostim in najbolj vztrajnim obiskovalcem te priljubljene izletniške točke za preteklo leto. Ne samo, da se Svetega Primoža razpira čudovit razgled, ki se odpira na Ljubljansko kotlino in okoliške hribe, številni pohodniki prisekajo tudi na zdravilne učinke rednega obiskovanja najbolj znanega Primoža nad Kamnikom. Peter Uršič, lastnik okrepčevalnice na Svetem Primožu, je za naš portal povedal, da se pohodniki ob vsakem prihodu na cilj vpišejo v opisno knjigo, nekateri pa se čipirajo s čipi, ki so jih nabavili v okrepčevalnici. Šteje se samo en pohod na dan, čeprav jih nekateri naredijo 2 ali pa celo več dnevno. Pohode so začeli beležiti leta 2004. Od takrat tudi podeljujejo priznanja najbolj pogostim obiskovalcem. Tako je bila to letos že 16. prireditev, vsako leto pa je pohodnikov in pohodnic več. V ženski kategoriji je bilo za 100 in več pohodov podeljenih 38 bronastih medalj, za 200 in več pohodov 10 srebrnih medalj, za 300 in več pohodov pa je bilo podeljenih 8 zlatih medalj. Največ pohodov je zabeležila Zalka Koritnik iz Duše in Marija Kovič iz Most pri Komendi, ki sta vknjižili 365 vzponov. V moški kategoriji je bilo za 100 in več pohodov podeljenih 47 bronastih medalj, za 200 in več pohodov 15 srebrnih medalj, za 300 in več pohodov pa je bilo podeljenih 8 zlatih medalj. Največ vzponov, in sicer 356, jih je imel Tone Gradišek. Pustna sekcija Striček Vir letos obeležuje pomemben mejnik, saj je že 30 let, odkar so se virski zanesenjaki vpregli v voz pustnih norčij, katere so skupaj z nasledniki pripeljali do okrogle obletnice. V 30 letih uspešnega delovanja na področju kulture in etnografske dejavnosti so prostovoljci pripeljali pustovanje na Viru na vrh karnevalskega dogajanja v Sloveniji. Uvod v letošnjega pusta se je za pustno sekcijo Striček pričel z njihovim rednim letnim občnim zborom, ki je potekal v soboto 11. januarja v Kulturnem domu na Viru. Letos je jubilejni občni zbor potekal še v prav posebnem vzdušju, saj so se na odru zbrali vsi, ki so pred 30 leti zakrivili pustno dogajanje, kateremu smo priča vsako leto. Letos bo pust v naše kraje prišel že zelo zgodaj, se bo postavitev Strička na streho lekarne na Viru potekala na slovenski kulturni praznik 8. februarja. S pripravami na jubilejni 30. pustni karneval in vse spremljajoče dogodke so v pustni sekciji Striček pričeli že v lanskem letu. Na občnem zboru je moralo namreč biti že znano, kaj vse se bo v pustni deželi Vir dogajalo za letošnjega pusta. Vse zbrane članice in člane ter goste je v uvodu občnega zbora, ki ga je povezoval Rok Kosec, pozdravil Peter Kosec Pipi, predsednik pustne sekcije Striček,
ki je zbranim podal tudi poročilo za leto 2019. Prisotne je nagovoril tudi župan občine Domžale, Toni Dragar, ki je dejal, da verjame, da bo tudi letošnje pustovanje na Viru preseglo vsa pričakovanja, saj je program vsako leto še bolj pester. Vsako leto se zgodi, da se v našem mestu zamenja oblast, ki poskrbi, da je v pustni deželi norčavo in veselo. Pustna sekcija Striček iz Vira nas že tradicionalno razvaja v pustnem času, ko z organizacijo različnih dogodkov popestrijo dolgo zimsko obdobje. Letos prihaja že jubilejni 30. pustni karneval na Viru, ki bo ponovno prinesel svoje vrstno dogajanje in nam pričaral pravo pustno deželo. Ob tej priložnosti izrekam čestitke in priznanja za vaš doprinos promoviranja in dogajanja v naši občini, je še dejal župan Toni Dragar. Meglo v teh dneh zjutraj spremlja tudi močno ivje. Ivje se pojavlja v obliki drobnih iglic pri meglenem in hladnem vremenu, kot ga imamo te dni. V začetku januarja 2020 so bile vremenske razmere v splošnem ugodne za nizke jutranje temperature zraka, s tem pa se je ob pomoči rahlega vetra ustvarila čarobna pokrajina, ki so jo bili deležni samo zgodnejši sprehajalci ob reki Kamniški Bistrici, saj je v dopoldanskem času sonce prehitro izničilo to pravljičnost. S svežim ivjem odeta drevesa so ustvarila čudovite podobe zimske narave. Pot ob Kamniški Bistrici je bila prijetna in zanimiva, saj smo lahko občudovali naravo, ki je bila odeta vse vrste barv, od snežno-belih z ivjem pobarvanih dreves do zelenih ivnatih trat in modrega neba, ki se je zaziralo skozi meglo. Tako je narava okrasila samo sebe, žal pa je svoje okrasje prehitro tudi pospravila za seboj, za kar so krivi sončni žarki, ki so prebili jutranjo meglo. Če hočete doživeti pravljično deželo ob zimski Kamniški Bistrici, se je potrebno podati na pot, ko se naredi dan in malo pred prvimi sončnimi žarki. Ob opazovanju vodnih ptic bo čas prehitro minil. Boste pa v trenutku, preden bo sonce posvetilo skozi meglo, vstopili v res čudovito zimsko pravljično deželo. Hvala, da ste bili v naši družbi tudi nocoj. Ponovno se gledamo prihodnji ponedeljek ob 20. uri. Ne pozabite pa tudi spremljati našega spletnega portala domžalec.si, kjer vas vsakodnevno obveščamo o aktualnih novicah.